krize. Isto so zemljišči ljudje delali. So rekli, kupim zemljišče, ga kupim 100% na kredit, po možnosti še osebno garancijo zraven dali, zdaj pa so te nepremičnine padle, pa so popušli, ne vem, svojih 20%, ki so jih dali noter, pa še osebno bojo garantirali za 30, mislim, za celotni znesek. In to se ljudem ful dogaja. In je pač pomembno vedno razmišljati na downside, če temu tako rečemo, da ne zgubiš, koliko boš navzdolj zgubil. Zato sem prej toliko o teh projektnih podjetjih pa o tem govoril, da vedno je riziko, ki ga imate kot podjetniki, nula. Zato je treba tudi biti ful pazljiv pri osebnih garancijah pri projektih ali pa pri osebnih garancijah kakim kolegom še bolj, ker to so tudi podjetniki, kaki pametni naredili. In je v bistvu zadeva taka, da če gledamo, kaj smo riskirali, si vedno potem pri strukturiranju takih transakcij poskušaš to zadevo zminimizirati. Če imaš ti firmo, s katero si kupoval, so potem poskušali vedno pri menedžerskih odkupih te dve firmi združiti skupaj. Tako da je spodna firma imela vse te dolgove, tisti, ki so pa not vložili, pa so si še po možnosti 2 milijona evrov takoj ven izplačali. In so v bistvu riziko za njih je nula. Še ena taka zanimiva transakcija, ko tudi kaže na to, kak je lahko pogled na vrednost podjetja čisto različen, je naprimer ta, da kar se je zgodilo, ko sem rekel, pri delnicah Etola, takrat, ko so se delile, pa je bil Finetol, pa Etol, pa so oni finančno premoženje ven dali iz firme, pa je bila firma, pa finančno premoženje vločenih firma. Če imaš svojo firmo, naprimer, pa imaš v firmi noter nepremičnino, pa dejavnost. Je to skupaj vredno, ne vem, 10 milijonov. Zdaj pa je pa v bistvu stvar taka, da je ta nepremičnina sama vredna 5 milijonov. Pa dosti krat potem, ko gledaš dobiček od dejavnosti, je dobiček od dejavnosti vreden, ne vem, lahko tudi 6 milijonov. Ampak 10 milijonov dobiš, ker imaš veliko amortizacijo noter, pa veliko zgradbo, pa poceni oddano stavbo. Diskontiraš pa po diskontni stopni te dejavnosti. To je čisto tako, da lahko malo razmišljate o tem, kaj vpliva na vrednost. Zdaj pa, če narediš oddelitev tega, pa imaš tu nepremičnino, pa ti to ponudijo. Ti pa, ali če kupuješ firmo, pa vidiš to, pa razmišljaš, vse je lahko najmanj, tudi če bo dejavnost bulo tolkla, je nepremičnina še vedno 5 milijonov vredna. Po nakupu narediš oddelitev na dve firmi, pa imaš nepremičnino po 5, pa dejavnost, ki je še vedno 6 vredna. Si naredil to, da če to skupaj postiš, pa dejavnost začne ful bulo tolčiti, lahko teh vseh milijonov, 10 milijonov zgubiš, ker bo šlo vse skupaj v stečaj. Če si pa nepremičnino ven oddeliš, pa bo nepremičnina še vedno 5 milijonov vredna, to bo pa šlo v stečaj. Boš si riziko ful znižal. In dejansko to, da ljudje dosti krat ne razmišljajo tako projektno, povzroča ful težav, ker zelo dosti podjetij, ki jih jaz gledam, proizvodnih, sploh ne vejo, odkot delajo dobiček. Imajo stanje, da delajo s proizvodom A 1000% dobička, s proizvodom B minus 300, zgube s proizvodom C, ne vem, delajo pa minus 600%. In na koncu dobijo 100% svojega dobička. In to se v bistvu tako teoretično sliši, samo to je res. Naprimer, podjetje, ne vem, Sivej, naprimer, ko je tudi najbrž Aleš, če dosti o njem govori. Jaz pa njih nikoli ne vem, naprimer, oni ful teh ladij prodajajo, pa imajo potem ta dizajnerski studio, kjer ladje dizajnirajo. Jaz se ful vedno vprašujem, kaj če oni delajo minus 900 na ladjah, pa plus 1000 na tistem dizajnu, ko ga delajo za druge. Mogoče, ne vem, je zelo smiselno narediti analizo vedno, kaj dela tisti dobiček.
malo zašel, ampak dejansko poanta pri teh menedžerskih odkupih, ki se navezuje na vrednotenje, je ta, da če gledaš, kako je to strukturirano, torej, da delaš ta step-up financing, da pogledaš, koliko je zahtevana donosnost na kapital, pa koliko je zahtevana donosnost na kredite ali pa na dolžniške vire financiranja, vidiš, kako sfinanciraš tisti znesek, ki ga moraš dati prodajalcu podjetja za kupnino. Je pa še druga stvar tukaj, temu se reče leverage buyout metoda vrednotenja, da nikoli ne prodaš kot podjetnik firme za manjši znesek, kot bi jo lahko zapufal. Kar pomeni, da če imate podjetje svoje, pa bi lahko na tisto podjetje v tem trenutku, brez da date osebno garancijo, najeli 5 milijonov evrov kredita. Je ful butasto prodati to nekomu za manj kot 5 milijonov evrov. Sej, mogoče lahko je zaradi kakih drugačnih vzvodov, ampak čist finančna teorija je pa takšna, da če lahko najamete 5 milijonov evrov na svoje podjetje, si jih lahko tudi izplačate. Ker pač banke zdaj so bolj konzervativne, mislim, da čez par let spet ne bodo, ampak je pa poanta v tem, da če imate nepremičnino v firmi za 4 milijone evrov, pa bi jo lahko sale-leaseback na njej naredili, pa najeli teh 5 milijonov, pa si jih izplačali, zakaj bi nekomu to za manj denarja prodali, kot bi si lahko itak sami izplačali, pa še naprej poslovali s podjetjem. In je to ful dober pokazatelj tega, koliko je že vrednost podjetja, če ostane v vaši lasti. V Ameriki so bili tudi primeri, kjer so si podjetniki, zato ker je podjetje ful dobro poslovalo in je vsako leto naredilo milijon evrov dobička, se mu je ful denarja nabiralo na računu in je podjetje pol izgledalo tako, da je imelo aktiva, pa kapital, pa nič dolga. In tu se mu je pa samo cash nabiral. In enostavno se mu je zgodilo to, da so zaposleni v podjetju začeli razmišljati, se podjetje ima ful denarja, pa ful nam gre dobro, pa ne rabimo se truditi, pa ne vem, čist napačen pogled na celo firmo. In je dejansko potem podjetnik se odločil, pa rekel, ok, si bom jaz to izplačal. In je v bistvu za poslovanje bilo potrebno mogoče toliko kapitala, je pa najel dolg noter. In je rekel, ok, bom najel toliko in toliko dolga, to si bom izplačal. In bom potem dejansko bo moglo podjetje spet dolg odplačevati. In pač, ko je tisti dolg nad glavo od ljudi, pa ko vejo, da če ne bojo dolga odplačevali, bo pa šlo mogoče podjetje v stečaj, so pa kar naenkrat spet mogli razmišljati o tem, kako bojo zaslužili tisto toliko in toliko denarja, da se ta dolg servisira. Kar pač kaže na to, da ti menedžerski odkupi dosti krat sploh niso slaba stvar, glih zaradi tega, ker more menedžerska ekipa odplačati tisti dolg, ali pa tisto financiranje, ki ga je dobila tudi od lastniških virov, more tisto donosnost doseči za te vlagatelje. In v bistvu, če se plača previsoka cena, ali pa če menedžerska ekipa ni dobra, pa ne izboljša poslovanja podjetja, ali pa tudi, če sklad rizičnega kapitala podjetje dokapitalizira, pa ne izpolniš tistih rezultatov, ki si jih njim obljubljal, pač zgubiš tisto, kar si vložil, pa ne dobiš dobenega donosa. In zaradi tega v tujini, pa po svetu, ravno skladi rizičnega kapitala, pa tak denar, v bistvu oportunitetni, pa ti menedžerski odkupi ustvarjajo dostikrat vrednost podjetij. Zato, ker če moraš kredit odplačevati, pa če moraš donos doseči za vlagatelje takšen, kot je treba, ful razmišljaš o tem, kje boš šparal, kje boš razvijal trge, na kak način boš podjetje razvijal. In naši menedžeri v dosti podjetjih teh, ko so še pa iz prejšnjih časov, pa razmišljajo samo, kak bom še dolgo menedžer sistem